V našem studiu je še zmeraj kandidat Slovenske demokratske stranke, dr. Gregor Dibec, in sedaj se spuščava na vašo profesionalno področje. Namreč ste tudi direktor Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra, zato je prav, da se v tem trenutku dotakneva tudi zdravstvenih pravic, za katere je še aktualni minister Dorjan Marušič napovedal določeno krčenje, in takoj so se seveda pojavila ugibanja o tem, ali na račun zdravja pacientov. Zanima me, kje bi morali, kje se da privarčevati v zdravstveni blagajni in katere so po vašem mnenju tiste zdravstvene pravice, ki bi morale ostati v tej osnovni zdravstveni košarici in kot take biti brezplačne? No, moje mnenje je bilo vedno, da pravzaprav krčenje pravic bolnikov je čisto zadnji ukrep, ki bi ga v zdravstvu veljalo uveljavljati. Najprej je treba napraviti seveda natančno revizijo porabe finančnih sredstev, ki se zbirajo pri zavarovalnici. Naj povem, da je naš klinični center v zadnjem obdobju do leta 2011 torej posloval pozitivno. Kljub temu, da je bila že gospodarska kriza, smo z notranjo prerazporeditvijo finančnih sredstev, predvsem pa tudi z natančnim spremljanjem materialnih stroškov in stroškov dela uspeli pozitivno poslovati. Bolnišnica oziroma klinični center je eden največjih poslovnih subjektov v tem delu Slovenije in se zavedamo tudi svoje socialne odgovornosti. Pri nas je zaposlenih skoraj 3000 ljudi in so na našo dejavnost vezane tudi njihove družine, tako da so to zelo velike odgovornosti. V letošnjem letu smo ob polletju izkazali izgubo približno 800 000 evrov, pri čemer pa smo tudi to izgubo zdaj v drugem delu oziroma v tem zadnjem tromesečju uspeli stabilizirati. Uspelo nam je predvsem tudi z posegi, ki smo jih izvedli na področju dežurne službe, ki smo jo maksimalno racionalizirali, pri čemer vse to ni šlo na rovaš bolnikov, se pravi, število dežurnih mest je ostalo isto, smo pa maksimalno racionalizirali izrabo delovnega časa. V Sloveniji je seveda potrebno te ukrepe izvajati tudi v drugih inštitucijah na podoben način. V tem pogledu bo imela zdravstvena politika zelo težko nalogo. Predvsem bo potrebno racionalizirati tudi finančna sredstva, tako na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju, se pravi na nivoju osnovnega zdravstva, bolnišnične dejavnosti, pa tudi univerzitetnih inštitucij. Tako da ti ukrepi so mogoči samo tako, da se na eni strani natančno pregleda stroške dela. Eden od teh je zdaj tudi pobuda, ki jo podpira naša stranka, se pravi prvi ukrep o zamrznitvi plač v javnem sektorju in potem seveda, kot sem povedal, postopno včasih tam, kjer se to da, ne nadomeščanje tistih, ki odhajajo v pokoj. Velike rezerve so še tudi na področju, ali pa vsaj deloma na področju farmacevtske industrije, se pravi materialnih stroškov. Tako da bo vse potrebno to dati znova na mizo in pogledati. Treba bo se prilagoditi finančnim sredstvom, ki so na razpolago, da bi pustili zdravstveni sistem, ki je eden od stebrov socialne države. Brez zdravstvenega sistema se mi zdi, da skoraj ni socialne države, da bi to pustili, da takšen sistem nam nekontrolirano kakorkoli se destabilizira, to bi bilo nedopustno. Dr. Dibec, v Mariboru se gradi tudi nova medicinska fakulteta, sicer bodoče zdravnike že izobražujemo v okviru Mariborske univerze. Kako poteka to sodelovanje med kliničnim centrom in univerzo? No, moram reči, da to sodelovanje je dobro, vzorno skoraj v nekaterih segmentih. Medicinska fakulteta je tesno, in ne samo medicinska fakulteta, tudi fakulteta za zdravstvo je tesno povezana za svojo klinično bazo, to je klinični center Maribor. Ves pouk, ki se za mlade ljudi lahko potem v praktičnem smislu izvede, ga je mogoče izvesti pri nas v kliničnem centru. Seveda smo v ta proces vključili tudi druge bolnišnice severovzhodne Slovenije, Murska Sobota, Ptuj, Celje, Slovenj Gradec, vendar celoten program je pa mogoče izvesti samo pri nas. Edini segment tega pouka, ki še ni mogoče ga izvajati
tukaj je onkologija. Javnosti pa je znano, da smo tudi na tem področju že potegnili nekaj potez in torej ustanavljamo oddelek za onkologijo v kliničnem centru, ki bo ne samo učna baza, ampak tudi bistveno izboljšal dostopnost najtežje bolanih, to so bolniki z rakom, do adjuvantne ali dodatne terapije, kot je obsevanje in kemoterapija. Tako da moram povedati to, da so razpisi praktično končani. Jutri se postopek konča, pričakujemo, da ne bo pritožb, tako da bi lahko še v letošnjem letu začeli tudi z gradnjo tega oddelka. Če poseževa sedaj na drugo področje, v torek so potekala prva predvolilna srečanja oziroma soočanja na regionalni televiziji RTS, kjer se je župan mestne občine Maribor Franc Kangler razburjal predvsem zaradi politike Ljubljane do dveh megaprojektov, mariborskih megaprojektov, to sta Evropska kulturna prestolnica in pa Univerzijada leta 2013. Kakšen je vaš odnos do teh dveh projektov in do državne pomoči obema projektoma? No, gledajte, naj povem, da sta oba projekta bila začeta in tudi idejno in pa deloma tudi z osnovno dokumentacijo pripravljena še v času prejšnje Janševe vlade med leti 2004 in 2008. Oba projekta sta bila zamišljena kot razvojna projekta za mesto Maribor. Eden na področju kulture in pa kulturnega ali pa rečemo z kulturo povezanega turizma v mestu. Drugi je bil na področju športa, pri čemer se je tudi ta navezoval na turistično ponudbo mesta. Predstavljali smo si ta dva projekta, ki sta bila res zastavljena kot megaprojekta, kot razvojna projekta, ki bi spremenila obličje našega mesta. Seveda je sedaj iz teh dveh projektov so nastali projektiči ali podprojektiči, kjer se bo pravzaprav od investicij, ki so bile predvidene, se vsaj tako dozdeva, glede na to, da država, vlada tem projektom ni sledila z adekvatnimi finančnimi sredstvi, mišljena so bila predvsem finančna sredstva, evropska finančna sredstva, se bo to zvodenelo v dogodke, kot rečemo mali happening, kjer bomo imeli neke prireditve, recimo Univerzijado 14 dni, verjetno nekega veseljačenja po mestu, pa kakšnih plastičnih kozarcev, ki bodo ostali po ulicah. In same investicije pa ne bodo uresničene. Ali pa bodo uresničene v bistveno zmanjšani meri in ne bodo odigrali svoje vloge kondenzacijskih razvojnih jeder. Ta dva projekta, to se pravi EPK in pa Univerzijada, ne bosta razvojna kondenzacijska projekta za razvoj mesta. Se pravi, dejansko vi vidite tako Evropsko kulturno prestolnico kot Univerzijado projekta, kot sta bila zastavljena v začetku, tudi potencialna zelo močna razvojna projekta za našo regijo. Ne? Seveda, to je bil tudi osnovni namen, zato se je tudi s temi projekti predvidelo in šlo v severovzhodno Slovenijo, ker bi na ta način severovzhodno Slovenijo kot celoto tudi dvignili v tem smislu. Severovzhodna Slovenija razvojno zaostaja za ostalim delom Slovenije, predvsem imam v mislih Ljubljano, ki tako ali tako, oziroma Ljubljansko regijo, ki tako ali tako je bistveno na boljšem, pa tudi zaostaja za Primorsko regijo. In ta dva projekta sta bila veliko upanje, poleg vseh drugih projektov, ki so bili predvideni za mesto. Govorilo se je tudi o umetnostni galeriji in pa o knjižnici. To oboje je spet povezano s kulturo, čeprav knjižnica, jaz pravim, da tudi s splošno razgledanostjo, ki se začne predvsem od malih nog naprej. Veliko je bilo očitkov, da tudi tukaj ni bil realiziran tisti finančni vložek strani države, ki je bil obljubljen. Boste imeli v SDS-u več posluha za mariborsko kulturo in mariborski razvoj, če vam volivke in volivci zaupajo mandat? No, gledajte, tu v tem vašem vprašanju se skriva mogoče malo zastareli pogled na kulturo, šolstvo, zdravstvo. To so vse atributi socialne države, kot sem že omenil, in v primeru, da ne bi imeli teh stvari, teh dejavnosti financiranih z državnega nivoja in strani države kontroliranih, bi to bila tržna dejavnost. In potem bi lahko nastale recimo na področju šolstva, tudi zdravstva, velike socialne razlike med ljudmi. Zato na te dejavnosti
niti jaz osebno, pa tudi naša stranka ne gleda kot na potrošne dejavnosti, ampak gleda na njih kot na možnosti, v katerih, to so tako imenovane terciarne in kvartarne dejavnosti, v katerih je mogoče iskati razvoj. Univerza ne more noben reči, ki izobražuje kvaliteten kader, da je to inštitucija, ki je porabnik. Mi kvaliteten izobražen kader nujno potrebujemo, pri čemer pa država zagotavlja ekvidistančni dostop. Drugače bi bogati hodili na univerze, reveži bi pa ostali doma. Zdaj pa da odgovorim na to, ali pa na ta del. EPK je zastal predvsem zaradi mačehovskega odnosa aktualne vlade do teh projektov. Torej, občina je pripravila načrte, veste tudi, da je bil položen temeljni kamen. Pri tem pa seveda takšni razvojni projekti zahtevajo določena finančna sredstva. Kolikor je meni poznano, je to okrog 30 milijonov evrov, pri čemer ta finančna konstrukcija ni zaprta in zagotovljena. In kako bomo potem peljali torej Evropsko prestolnico kulture? Skolj kot neke dogodke, neke kulturne prireditve v okviru starih možnosti. In za konec še, gremo na tretje področje. Danes ob 11. boste na sedežu stranke predstavili kandidate na našega volilnega okraja, torej mariborskega. Kako to, da ste se odločili kandidirati na letošnjih predčasnih volitvah? No, gledajte, jaz sem v mestu, če mene osebno sprašujete, pa tudi ne samo v mestu, mislim, da tudi malo v Sloveniji, znani obraz v javnosti. Glede na to, da naša stranka, da je res pripravila kvaliteten razvojen program, ki je na okrog 150 straneh, je namen današnje tiskovne konference tudi predstaviti ta program, ne samo kandidate. Naj pa povem, da v Mariboru kandidira tudi bivši minister za zdravstvo, gospod Milan Zver, moja malenkost, pa še nekateri znani obrazi. Tako da mislim, da imamo kvalitetno ekipo. Najbolj bistveno je to, da Slovenska demokratska stranka ima kvalitetno ekipo, ki lahko kadarkoli prevzame vodenje države ali pa vodenje manjših upravnih enot, kot je občine in je ta kadrovska struktura razporejena po celotni državi. Znanja pa sem prepričana, glede na to, da ste strokovnjaki z različnih področji zbrani, je tudi dovolj. Brez dvoma, saj smo to dokazali tudi že v prejšnjem mandatu. Dr. Zivec, jaz vam želim čim uspešnejšo predvolilno kampanjo. Spremljali jo bomo seveda tudi na Radiu Pohorje, ko vas bomo še gostili vse tja do 2. decembra. Danes veliko uspeha na predstavitvi, sicer pa sem prepričana, da bodo volivke in volivci prepoznali vsebinsko težo programa 10+100, za katerega je tudi nekdanji minister za gospodarstvo Matej Lahovnik včeraj dejal, da je najbolje vsebinsko pripravljen program katerekoli stranke, ki se letos poteguje na parlamentarnih volitvah. Prisrčna hvala za povabilo.